Spoštovane in spoštovani, prisrčno dobrodošli ob slovesnem odprtju jubilejnega 10. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra v letu, ki nosi oznako Mednarodno leto miru in zaupanja. Sejma, ki se bori za te vrednote že od leta 2003 z ramo ob rami z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Slovensko vojsko pa Ministrstvom za notranje zadeve, policijo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije ter številnimi naprednimi ponudniki storitev in izdelkov. Otvoritveno slovesnost so z glasbo uvedli umetniki Orkestra Slovenske vojske, ki je bil ustanovljen leta 1996 in je sestavni del enote za protokol. Odlični glasbeniki, ki jih vodi Matic Nejc Kreča, nastopajo na slovesnostih Slovenske vojske ter seveda drugih spominskih in pomembnih dogodkih državnega pomena. Posebno čast si štejemo, da je tudi sejem Sobra uvrščen med take dogodke. Dovolite, da pa v imenu organizatorja sejma Sobra še posebej pozdravim naslednje visoke goste, ki so med nami. Spoštovanega ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. Županjo občine Gornja Radgona Urško Mavko Tuš. Katjo Ravnjak, predsednico programskega sveta Sobra 2025. Pa generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina. Poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije Srečka Šestana. Predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Poslanke in poslance Državnega zbora ter svetnice in svetnike Državnega sveta Republike Slovenije. Med nami so visoki predstavniki in delegacije iz Albanije, Češke, Madžarske, Poljske, Severne Makedonije in Združenih držav Amerike. Pozdrav gre spoštovanim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, Slovenske policije, civilne zaščite, gasilcem ter predstavnikom veteranskih in domoljubnih organizacij. Prisrčno pozdravljamo in izrekamo dobrodošlico vsem spoštovanim razstavljavkam in razstavljavcem. In tudi med nami prisotno vinsko kraljico Slovenije, ob njej pa tudi predstavnike medijev. Dobrodošli. Spoštovani, čas je za nagovor gostitelja. K mikrofonu vabim predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca. Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, spoštovana županja občine Gornja Radgona, gospa Urška Mavko Tuš, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, dame in gospodje. Dobrodošli na otvoritvi jubilejnega 10. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja tukaj v Gornji Radgoni. Vsem lep in prisrčen pozdrav. Gornja Radgona na stičišču 4 držav, 4 jezikov, 4 kultur in narodov je pred 23 leti postala stičišče 4 inštitucij, ki skrbijo za obrambo, varnost, zaščito in reševanje. Tako kot narode, kulture, jezike in države na tem koncu sveta povezuje reka Mura, tako je 4 inštitucije povezal Pomurski sejem. Zato ni naključje, da se je sejem Sobra rodil prav v Gornji Radgoni. A tako kot vsako rojstvo potrebuje roditelje in skrbnike, tako je tudi ta sejem moral dobiti idejne starše in v fazi odraščanja tudi odgovorne skrbnike, ki so ob mnogih izzivih v 23 letih znali najti prave rešitve. Še posebej gre zahvala prvim nosilcem projekta, tedanjemu načelniku generalštaba Slovenske vojske,
generalu Ladislavu Lipiču, ministru za obrambo Antonu Grizoldu in prvemu predsedniku programskega sveta Zvonku Kremljaku. Leta 2003 je za komaj rojeno mlado državo Slovenijo na pragu vstopa v EU in Zvezo NATO bilo pogumno organizirati tovrstni sejem. Saj so se v Gornji Radgoni še videle posledice osamosvojitvene vojne. A je bil to hkrati tudi velik izziv, saj je vstop Slovenije v evroatlantske povezave terjal tudi temeljite spremembe v organiziranosti in delovanju sistemov obrambe in varnosti. Sejem je bil znanilec teh sprememb in dokaz, da imamo inštitucije, ki so kos tem spremembam. Glavni motiv pri organizaciji tovrstnega sejma je bil v tem, da sisteme obrambe, varnosti, zaščite in reševanja približamo ljudem in jim predstavimo vlogo in usposobljenost ter možnost vključitve mladih v te sisteme. Ob tem pa je bila pomembna tudi vključitev opreme, ki jo te inštitucije potrebujejo. 4 temeljna poslanstva, na katerih slonijo suverenost, odpornost in demokracija, so se v teh letih krepila in promovirala ne samo na sejmih, ampak predvsem v vsakdanjih izzivih, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. In teh izzivov je bilo res veliko, pa naj gre za vojaške misije, varovanje ljudi in premoženja in še prav posebej za izzive povezane s klimatskimi spremembami, naravnimi nesrečami in požari. Če kdaj, potem je danes bolj kot kadarkoli v preteklosti pomembno, da imamo usposobljene inštitucije, kot so gasilci, civilna zaščita, vojska, policija, zdravstvo, šolstvo in prebivalstvo, ki tem inštitucijam zaupa in z njimi aktivno sodeluje. Za letošnjo Sobro lahko rečemo, da smo jo pripravljali v zapletenih razmerah. Organizacija Združenih narodov je leto 2025 razglasila za mednarodno leto miru in zaupanja. To bi moral biti izziv in cilj za vse narode in države tega planeta. A je žal ravno nasprotno. Bolj kot mir se krepijo vojne, bolj kot zaupanje in diplomacija se krepita nezaupanje in grožnje. Na Sobri že več kot 2 desetletji zagovarjamo sodelovanje in dogovarjanje o skupnih ciljih države in njenih inštitucij, tudi z gospodarstvom na ključnih področjih za delovanje suverene in povezane skupnosti. Tržnico lahko organiziramo v vsaki vasi. Ko pa gre za obrambo, varnost, zaščito in reševanje na nivoju države, pa je potrebna enotnost in osredotočenost. Hvala, spoštovani minister, za obrambo, za podporo temu sejmu in hvala Slovenski vojski. Hvala državnemu sekretarju in načelniku generalštaba Slovenske vojske. Hvala predsednici programskega sveta sejma Sobra, gospe Katji Ravnjak, za vodenje programskega sveta in usklajevanje vsebin in programov. Hvala ministru za notranje zadeve, vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije in policijski upravi Murska Sobota za prikaz aktivnosti in vloge policije v naši družbi. Hvala generalnemu direktorju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in vodji Mursko-soboške izpostave. Hvala Gasilski zvezi Slovenije, ki vse skozi podpira Sobro in je tudi tokrat skupaj z radgonskimi gasilci njen pravi steber. Hvala vojnim veteranom iz leta 1991 ter članom domoljubnih organizacij. Hvala številnim podjetjem, ki ste kljub dilemami med Gornjo Radgono in Celjem
sprejeli odločitev za Gornjo Radgono. Ob jubileju radi pogledamo ne samo nazaj, ampak tudi naprej in iščemo vizijo za prihodnost. Lahko smo optimisti in računamo, da jutri vseh teh inštitucij in opreme ne bomo potrebovali. Saj bomo našli rešitve za sedanje in prihodnje probleme s strpnim odnosom med ljudmi in različnimi interesi. Mogoče ob neverjetnem znanju in zavedanju res najdemo pot k uspešnemu trajnostnemu razvoju in manjši obremenitvi okolja. Radi rečemo v zeleni prehod. Mi kot organizatorji sejmov želimo organizirati sejme, kot je Sobra, zato, da bi se na tem prelepem koščku planeta počutili varni, suvereni in srečni, ter da bi razumeli, da nam varnost ne zagotavljajo samo inštitucije in oprema ter orožje, temveč mora vsak izmed nas prevzeti svoj del odgovornosti. V tem smislu želim inštitucijam in razstavljavcem letošnje jubilejne Sobre, da se vam izpolnijo pričakovanja in da Sobra ostane simbol slovenske obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, pa tudi kot simbol povezovanja v mirnih in kriznih časih. Hvala. Hvala predsedniku uprave za oris tega obdobja. No, jubileji so seveda čas, ko ob tej poti postanemo in se hvaležno poklonimo tistim, ki so stali ob strani in ki so zvesto pripomogli k temu, da je Sobra postala del tradicije in del naše skupne zavesti. 10. jubilejni Sobri, ki je do tega jubileja prehodila 23 let, se sedaj želi Pomurski sejem zahvaliti in to institucijam in posameznikom, ki so v teh letih gradili zavezništvo zaupanja skupaj s sejemsko hišo, vedno iskali najboljše rešitve za promocijo in ugled sejma na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja v Sloveniji. Zahvalo za sodelovanje na 10. Sobri v Gornji Radgoni prejmejo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, priznanje bo prevzel minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic. Generalštab Slovenske vojske prevzel bo polkovnik Boštjan Močnik, poveljnik sil Slovenske vojske. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prevzel bo direktor uprave Leo Behin. Priznanje prejme tudi Gasilska zveza Slovenije, v njenem imenu predsednik Janko Cerkvenik. Dodajmo, da bomo Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije in Slovenski policiji zahvalo za sodelovanje podelili v soboto na zaključni slovesnosti. Priznanje za razvoj sejma Sobra v Gornji Radgoni v vseh teh letih prejmejo dr. Zvonko Kremnjak, prvi predsednik programskega sveta sejma Sobra.
Katja Ravnjak, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, letošnja predsednica programskega sveta sejma Sobra. Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Franci Petek, nekdanji predsednik Gasilske zveze Slovenije. Magister Martin Smodiš, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vodja izpostave. Franc Koračin, brigadir Slovenske vojske. Peter Cvetkovič, častni predsednik Gasilske zveze Gornja Radgona. Branko Mohorič, Uprava za obrambo. Magister Damir Ivančič, direktor Policijske uprave Murska Sobota, bo priznanje prejel na zaključni slovesnosti v soboto. Priznanje za razvoj sejma Sobra v Gornji Radgoni prejmejo tudi magistrica Nina Đorđević, Ministrstvo za notranje zadeve, Ivan Kralj, dolgoletni predsednik programskega sveta in Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki pa so se za odsotnost upravičili. Gospod Lipič nam je poklonil naslednje besede zahvale. Spoštovani gospod predsednik uprave, iskrena hvala za posebno priznanje, katero ste mi namenili podeliti ob otvoritvi 10. mednarodnega sejma Sobra. Ponosen in zadovoljen sem, da sem bil del ekipe, katera je razumela trenutek razvoja obrambno-vojaškega sistema in se odločila, da bo cel obrambno-varnostni sistem, še posebej pa Slovensko vojsko, promovirala tudi s takšnim sejmom, kot je Sobra. Verjamem, da smo takrat storili korak, ki je koristil tako promociji Pomurskega sejma, kot tudi občini Gornja Radgona. Danes kot veteran vojne za Slovenijo z zadovoljstvom ugotavljam, da je sejem dobil pomembno mesto v slovenskem prostoru in še posebej v Pomurju, kjer občina in samo mesto Gornja Radgona za vso pravico nosi ime mesto heroj. Žal se slovesnosti ob otvoritvi sejma ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bomo našli primeren trenutek za prevzem priznanja. Verjamem in želim, da bo sejem Sobra 2025 uspešno izveden. Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. No, razstavljavcem bomo zahvale za sodelovanje na jubilejni sobri izročili na razstavnih prostorih. Spoštovani, sedaj pa k mikrofonu vabim županjo občine Gornja Radgona, gospod Urko
Urško Mavko Tuš. Gornja Radgona je mesto, ki je z vojaštvom v 20. stoletju izjemno povezano. Spomnimo se letnic 1918, 1941 in 1991. Tudi zato si Sobra zasluži, da svoje dni preživi prav tukaj. Prosim. Dober dan, spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, spoštovani gostje, gospe in gospodje. V veliko čast in ponos mi je, da vas lahko pozdravim ob odprtju 10. jubilejnega mednarodnega sejma Sobra 2025. Letošnji jubilej sovpada z razglasitvijo Mednarodnega leta miru in zaupanja. Prav ti dve vrednoti, mir in zaupanje, sta temelj, na katerem gradimo našo varnost in prihodnost. Doseči pa jo je mogoče le z znanjem, posodobitvami in s sodelovanjem. Ob tej priložnosti se želim iskreno zahvaliti vsem, ki vsak dan skrbite za obrambo, varnost, zaščito, reševanje, Ministrstvo za obrambo in Slovenski vojski, Ministrstvo za notranje zadeve in policiji, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilski zvezi Slovenije ter številnim prostovoljcem, ki s predanostjo stojite ob strani ljudem v stiski. Sejem Sobra je več kot razstavni prostor sodobne opreme. Je prostor, kjer se krepijo vezi med institucijami, gospodarstvom in civilno družbo. Je dogodek, ki nas združuje in opominja, da lahko le z zaupanjem in sodelovanjem gradimo varnejšo prihodnost. Dragi gostje, dobrodošli v mestu Gornja Radgona, mesto sejmov in penine, mesto zaupanja in varnosti. Hvala. Hvala, gospe župani. Sedaj pa dajmo priložnost spet orkestru Slovenske vojske. Slišali bomo znamenito koračnico znamenitega skladatelja Vinka Štruclja, skladbo, ki je na nek način zvočni simbol Slovenske vojske, koračnico Zlatorog.
Lepa hvala pripadnikom orkestra Slovenske vojske. Zven melodije, ki jo slišimo, kot rečeno, simbolizira naše obrambne sile, kjerkoli ga slišimo. Spoštovani, k slovesnemu nagovoru sedaj vabimo gospoda Boruta Sajovica, ministra za obrambo Republike Slovenije. Prijazen dober dan, ponosna in pa uporna Radgona, dober dan Štajerska, dober dan Slovenija. Spoštovane državljanke in državljani, visoki gostje. Še enkrat ponavljam tisto, kar mi že dolgo leži v srcu. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša. Tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej. In spoštovani direktor sejma, županja, državni sekretar Marko Lovše, poveljnik, direktor, brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil, poveljnik in predsednik Gasilske zveze, pa opravičilo vsem tistim, ki jih nismo posebej izpostavili. Preveč nas je, ključno pa je, da mislimo, razmišljamo in delamo enotno slovensko v duhu varnosti. To je tisto, kar šteje in kar nas povezuje. 10. sobra, čestitke, če ne bila dobra, ne bila 10. Zato sem prepričan, da tukaj doživimo tudi 20. in 30. tako kot bomo v Celju letos dočakali prvi obrambni sejem v zgodovini te države. To je nekaj, kar potrebujemo, kar rabimo. Iskrena zahvala vsem prejemnikom priznanj. To so priznanja, ki niso osebna. To so priznanja, ki so priznanja vsem, ki so del tega sistema. In Slovenija ima enega najboljših, najmnožičnejših sistemov varnosti v Evropi. Mi nimamo najmočnejše vojske, imamo pa izjemen sistem zaščite in reševanja, sistem, ki vključuje, imamo statistično največje število prostovoljno vključenih gasilk in gasilcev in vsi si vemo, da mora biti ta sistem izjemno opremljen, da moramo biti ljudje izobraženi, predvsem pa visoko motivirani, da izpolnimo svojo nalogo. Nam je vsem jasno, da smo ponosni na to, ker ima naš sistem gasilerije, zaščite in reševanja najboljšo opremo, ki jo je ta trenutek možno dobiti na trgu. Ampak kaj je z nami, da kadar razmišljamo o tem in bomo zagotovili pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske najboljšo opremo, da bodo lahko delovali in pa branili, se oproščam, da razmišljamo drugače. In jaz vas vse skupaj prosim za podporo temu razmisleku. Jaz si želim, da bi bil enkrat svet, ker ne bo nobenih konfliktov, ampak danes gredo vse stvari žal lih v kontrasmer. In zato je prav, da smo in bomo visoko motivirani, izobraženi, odlično opremljeni, vse skupaj. Gospe in gospodje, državljanke in državljani, pa nam ne bo pomagalo prav dosti, če ne bomo imeli nečesa, ki se imenuje enotnost. Enotnost, enotnost in še enkrat enotnost. Vsi imamo privilegij in pa pravico, da volimo, molimo in ljubimo drugače. Ampak ko je pa treba delati za varnost, za obrambe te domovine, mora pa dihati srce
enotno samo za eno stvar. Prejle sem v tisteli dvorani za nami nagovoril več kot 1400 mladih, letnik 27, če v vinorodnih krajih rečeš, da je to dober letnik, na katerega se velja zanest, potem vemo, o čem govorimo. Ja, prepričan sem, da bodo tudi te kot generacije pred njim storile in dali domovini tisto, kar je treba. Sejem je zgodba, ki nas danes druži in pa povezuje. Ne rabimo več veliko, jaz želim vsem, da razumete in doumete sporočilo tega dogodka. Še enkrat hvala lepa za prisotnost, da Slovenci znamo, zmoremo in hočemo, je dokazala tudi naša gostja, ki je prišla nagovoriti mlade. Tina Šutej, tretja na svetovnem atletskem prvenstvu, pripadnica Slovenske vojske. Bravo, Tina, ponosni smo nate in veseli, da razmišljaš, da nisi še rekla zadnje besede. No, ker smo pa v vinorodnih krajih, z nami je vinska kraljica in pa v gospodu Stanetu skrbnik najimenitnejše, najstarejše vinske trte na svetu, pa za konec samo še ena. Nazadnje, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar vas dobrih je ljudi. Srečno Radgona, imejte se fajn. Gospod minister, vi mladenči, ljubezen domačije, noben naj vam ne osmrti strup. Hvala lepa za slikovit pester nagovor. Hvala lepa tudi za to, ker je sejem Sobra s tem odprt. Seveda v samogled pa nas bo pospremil orkester Slovenske vojske spet na simboličen način, skladbo Triglav marš skladatelja Juliusa Fučika. To bi na nek način lahko bila tudi skladba zavezništva, kajti skladatelj Julius Fučik je češkega rodu. Napisal je to skladbo takrat, ko so v Pragi ustanovili podružnico Slovenskega planinskega društva in številni Čehi so radi prihajali v naše gore kot še danes. Julius Fučik pa je bil nekaj časa tudi kapelnik godbe regimenta Avstro-Ogrske armade v Sarajevu. Hvala lepa.
Triglavska koračnica ob Muri je izvenela, čas je za ogled sejma, prijetno druženje, morda pa vsaj dež odženemo, če že sonca ne bomo priklicali. Hvala lepa.